Mariborska občina je na 11. dopisni seji sprejela odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj. Ob začetku epidemije so najprej pomislili na najranljivejše. Takrat smo seveda najhitro odreagirali, ker je bila najbolj boleča zadeva, da nekateri otroci dobijo edini topli obrok v šolah, vrtcih in smo potem prav tako s pomočjo in kabineta in CSD, Rdečega križa, Nadškofijske Karitas odreagirali, zagotavljali, mislim, da na koncu 150 obrokov na dan, tudi za starejše, tudi za tiste, ki se morda niso mogli gibati, da tu je tudi, nismo pozabili najbolj ranljive. Po vzoru najbolj razvitih držav so preko sklada nagovorili tiste, ki jim gre bolje. Apelirali preko sklada na tiste, ki jim morda, mislim, ne morda, ampak sigurno gre bolje in ki so želeli pomagati in to še vedno lahko pomagajo preko našega sklada COVID, ki lahko služi tako humanitarnim razlogom, kot tudi vzpostavitvi tega, kar zdaj sledi, to je gospodarstvo, in ker vemo, da je ta zagon gospodarstva izjemno počasen, kapljičen, da so tisti gostinstvo, hotelirstvo, turizem takoj videli, zakaj gre, ostali pa to spoznavajo vsakodnevno. Upam, da bo to naše pravilno ravnanje vsakodnevno pomagalo tudi k razvoju ekonomije. Čeprav so se v Mariboru odločili za ustanovitev proračunskega sklada med epidemijo COVID-19, pa njegov namen ni vezan samo na ta čas, ampak je širši in trajnejši. Zbiranje sredstev poteka na način, da se doniranci prijavijo preko naše spletne strani, na naši spletni strani maribor.si. Potem pa samo razdeljevanje sredstev pa se izvaja preko javnih razpisov. S tem skladom želijo pomagati tako javnim zavodom, raznim društvom, pa tudi pravnim in fizičnim osebam, ki na območju Mestne občine Maribor izvajajo gospodarsko dejavnost. Zelo sem ponosen na mnoge someščane in podjetja, ki so celo samoiniciativno želeli pomagati, kaj lahko naredimo, kje lahko čutili to solidarnost, ki je potrebna, ampak potem je Maribor tak znan, da znamo stopiti skupaj, kadar je treba, in to mi daje tudi upanje za to, kar v resnici počnemo, ne glede na COVID. Življenje bo šlo preslej z njim ali enkrat, upam, brez naprej, in naše oči so odprte v prihodnost. Na posebnem računu tako zbirajo sredstva, ki jih bodo razdelili med izbrane prijavljene posameznike in organizacije. Posebej za dobrodelno pomoč ter za spodbujanje razvoja in izboljšanje pogojev za razvoj na različnih področjih, tako gospodarskih kot negospodarskih dejavnosti, pa tudi humanitarnih dejavnosti v občini.